Prejšnjo sredo je v Medvoški knjižnici potekala predstavitev knjige znanega slovenskega pisatelja Ivana Sivca z naslovom Moja lepa Ukrajinka. Dogodek so v knjižnici pripravili v soorganizaciji Slovensko-ukrajinskim kulturnim društvom Ljubljana Kijev, ki že več desetletij združuje Ukrajince, ki živijo pri nas. Kulturno društvo Ljubljana Kijev vsako leto v mesecu maju pripravlja dogodke pod imenom Kulturni miks Boršč, v sklopu katerega se je odvil tudi tokratni kulturni večer. Gost je bil pisatelj Ivan Sivec s svojim delom Moja lepa Ukrajinka. Delček svoje domovine pa so v Medvode s svojim petjem prinesli tudi člani zbora ukrajinskih beguncev z imenom Drevo svobode. Zelo tako zanimivo se imenuje Moja lepa Ukrajinka, kar mi je zelo prijetno kot Ukrajinki. Moram pa priznati, mogoče zdaj me bo malo sram, ker nisem dobila knjige, tako da sem gospodu Sivcu rekla, boste imeli takega moderatorja, ki še ni bral knjige. Rekel, ne skrbi, bom že jaz vse povedal. Tako da jaz mu kar zaupam, mislim, da bo znal povedati, ker že toliko napisal. Vesela, da se je odzval, ni hotel sprejeti honorara, se je odpovedal honoraru, tako da sem zelo vesela, rekel za Ukrajino, jaz ne bom vzel denara, tako da hvala mu lepa. Knjiga razkriva ganljivo zgodbo o Olenki, nadomestni materi, ter izjemne lepote in vrednote Ukrajine, ki jih avtor spretno prepleta z verzi velikega ukrajinskega pesnika Tarasa Ševčenka. Gre za pretresljivo ljubezensko zgodbo med Slovencem in Ukrajinko ter za dramatičen zaplet ob začetku agresije Ruske federacije na svobodno Ukrajino. Gre za knjigo Moja lepa Ukrajinka, govori o resni temi, v bistvu gre za protivojni roman. Vemo, kaj se dogaja ta hip v svetu in jaz trpim skupaj za Ukrajino in mislim, da smo premalo angažirani in knjiga naj bi nekako spodbudila Slovence k temu, da bi majčkeno bolj razmišljali o tem in skušali tudi na drugačen način pristopiti k pomoči. Hkrati pa obravnava zelo nenavadno temo, ali pa vsaj precej nenavadno temo nadomestna mater, nadomestno materinstvo. To pri nas še ni toliko znano, pa nasploh je to prepovedano. Pri nas v Ukrajini imajo pa to sorazmerno lepo urejeno in tudi zato je veliko zanimanja v svetu. V južnih raznih afriških državah in tako naprej je vlada popolni nered in veliko izkoriščanje žensk. Zna se pa to tudi sorazmerno lepo urediti in v Ukrajini so to lepo uredili. Jaz sem v nekem smislu zaljubljen v Ukrajino, ne v Ukrajinko, ampak v Ukrajino, ker moja žena je Slovenka. Stvar je v tem, da sem bil na izletu oziroma na potovanju po končanem faksu, smo šli 14 dni v Ukrajino, pa tudi v Rusijo in tako, da sem dobil en vtis, kako to izgleda. V prihajajočih tednih v društvu pripravljajo še nekaj kulturnih dogodkov po vsej Sloveniji. Naslednja prireditev v Medvoških koncih pa bo že v torek 28. maja ob 20. uri v Baru kulture, ko bodo pripravili pogovorni večer z nekdanjim vojnim dopisnikom iz Ukrajine Valentinom Arehom.